Lep pozdrav. Zdaj v bistvu bi rada nekako, slovenski javnosti predstavila v bistvu varnost, to je prvi moj video o varnosti. Veliko vprašanj v bistvu imam v zvezi s tem, kar jaz, promoviram, da je MetaMask zanič in je zanič sicer dosti dobro dela in pač je največja denarnica na svetu, ampak za božjo voljo, MetaMask je browser denarnica. To je denarnica, ki je v Google Chromu. To je extension od Google Chroma. Prosim vas, ne jo uporabljati, razen kot bridge, kot most med Ledgerjem, to je tole, hardware wallet, Ledger denarnica. To v bistvu zdaj moja osebna izkušnja je, da je Ledger denarnica najboljša. Za Trezor sem slišala marsikaj, da ne deluje, ni v redu, in pa tudi zdaj dejansko Trezor tožijo, mislim, da Čehija ali whatever, v glavnem, v Kanadi je bila vložena obtožnica. Lahko, če koga zanima, tudi dam link do tega gospoda, ki to razlaga, ki se s pravom ukvarja, ker je ta denarnica v bistvu bila malomarna in so izgubili, bazo ljudi in ljudje so dobivali pač razne maile in so nasedli in so svoje side dali, se pravi svoje varnostne ključe od denarnic so dali nepooblaščenim oziroma pač skemerjem, napadalcem, in so izgubili ves denar. Zdaj tako, prva stvar, nikdar nikomur nikoli ne dajete svojih, ključev. Nikoli vas nihče ne bo prosil za ključe, ker je to vaša denarnica, a ne. Niti Ledger, niti Trezor, niti MetaMask, niti nobeden, če boste kdajkoli karkoli dobili, je to prevara. Definitivno je prevara, če ne veste, pošljite meni in bom pogledala zadevo, čeprav jaz takih mailov niti ne odpiram, ker že ko ga odpreš, si lahko v bistvu dobil neki, malware program oziroma pač zlonamerni program, ki se ti inštalira noter v sistem, ne glede na to, kakšen sistem imate, in bo pošiljal podatke, in ko boste vi delali transakcije, bo pač nekdo vedel, kakšne transakcije imate. Če so to majhne, ga ne briga, če pa so velike transakcije, potem vam bojo sledili, dokler vam ne bojo ukradli tega denarja. To se je zgodilo meni v bistvu, ker sem naredila eno večjo transakcijo, drugače sem delala vedno manjše, eno sem pa naredila večjo in tisto so mi očitno sledili in potem je iz MetaMaska to enostavno zginilo ven. Policija je ugotovila, da nihče ni vzel mojih sidov, da nihče ni vdrl na moj kompjuter ali pa kamorkoli, v bistvu na dva računalnika so pregledali plus, telefon. Nič niso odkrili, da bi kdorkoli, ker tudi jaz nisem nobenemu dala. Ko sem spraševala za pomoč, ko sem imela težave s tem, so se mi seveda pač napadalci javili in so hoteli mi reševati tako, da so mi poslali neke Google obrazce, v kateri bi jaz mogla side noter vpisati, kakor preko, kaj že, Gnosisafe, a ne. In jaz seveda na to nisem nasedla, vedela sem takoj, da so to napadalci, in sem pač te stvari samo lepo print screen naredila, zajem zaslona, policistu sem poslala in, njim sem tudi sporočila, da sem jih prijavila, in potem so te strani in te ljudje izginili, kar naenkrat so njihovi računi kar izginili, a ne. Zdaj pa takole, Ledger, če nimate znanja ali pa denarja za Ledger kupiti, potem se z velikimi vsotami v kriptu ne ukvarjajte. To je prva stvar, ki vam lahko rečem. Ne ukvarjajte se, ne imeti v bistvu denarnic na kompjuterju ali pa denarnice še slabše pa na mobitelu. Bog ne daj, a ne. Zdaj, ljudje se recimo izogibajo Staker appu, ki je na, Staker app, se lahko pogledamo. Staker app.
Staker tole, ja, to je ta prava stvar. Staker app. Tale stvar recimo je za Apple oziroma pač iPhone in pa za Android, ne. Je samo na telefonih, bojo pa tudi imeli, Staker app bo sigurno tudi na računalniku, ker delajo eno verzijo. Je dosti varen. V bistvu dela čez Gnosis Safe, uporablja njihovo tehnologijo in zaenkrat je to najbolj varna tehnologija na svetu. Jaz imam na Stakerju stvari, ampak imam tako narejen, da sem dala stakati hekse in sem iz mobitela dol pač to zbrisala in Staker bom dala potem nazaj gor takrat, ko bom delala, ne. Ampak zdaj Staker je tudi denarnica, je nova. Jaz vedno priporočam, da nove stvari vsaj 1 leto počakate. 1 leto, da se te razni bugi in te stvari odpravijo in imam prav, a ne, ker ljudje imajo težave v bistvu s Stakerjem, ampak to je normalno, ker je nov. Tako da počakajte, Staker lahko si namestite gor, stane mislim, da $10. In delate z njim in potem ga vzamete dol in pač oziroma pač takrat, če boste dali stakati hekse, a ne. Jaz bom ga probavala naslednje leto po mojem, ga bom dala gor, ko bojo naredili več stvari. Tukaj si poglejte, no, pač poglejte si, kaj vse omogoča, vedno več, tako da je kar v redu stvar, no, kar v redu, bi rekla. Dobro, to je Staker. Ledger pa definitivno. Na Ledger v bistvu še nihče ni nikoli vdrl in tudi ne bojo, po mojem mišljenju, nikoli mogli vdreti, razen če dobijo vaše side. Na Ledgerju jih ne morejo dobiti, ker Ledger ima samo vaše podatke, če date jim mail. Če pa jim ne date maila, pa nimajo nič od vas, a ne. Tako da, ja. Zdaj tako, Ledger nikdar ne kupite drugače, kakor samo na njihovi uradni spletni strani. To je Francija, Ledger je narejen v Franciji in vam ga pošljajo iz Francije. Ne ga na Amazonu kupiti, ne ga na Ena oziroma katerikoli štacun ali pa od enega espeja ali pa od mame kakšne ali pa da bi dobili za darilo. Ne tega narediti, nikoli, ker ne veste, če ni bil ta Ledger odprt, pa če ni nekdo te side pobral dol, pa pogledal, pa potem, ko boste vi gor dali denar, pa vam bo to kar enkrat vzel dol, ker ima pol dostop, a ne. Ravno tako kot vi, ima on dostop do tega Ledgerja, oziroma ne do Ledgerja samega, do blockchain denarnice. In ima lahko on svoj Ledger, vi svoj Ledger in oba gledata isto denarnico, a ne, ker to se da. To ni problem. Tudi če vam crkne Ledger, če vam umre, a ne, pač kupite drugega in date gor stare side, ki jih imate, in imate spet svojo denarnico, a ne. Tista, ki je bila. Tako da tole absolutno je nujno, če se resno mislite ukvarjati s kriptom in če resno mislite imeti pokojnino in te stvari, Ledger obvezno. Če pa ste začetnik, pa imate majhne vsote, pa bi radi samo probavali, pa bi s heksom radi delali, potem pa tole, Atomic Wallet. Z Atomic Walletom jaz delam že več kot 2 leti. Nikoli nisem imela nobenih problemov. Jaz priporočam, da to je desktop aplikacija, se pravi na vašem računalniku. Ne ga dati na telefon, imajo tudi telefonsko verzijo, ne ga dati na telefon. V bistvu imejte ga samo na računalniku. Če hočete resno delati s tem, imejte poseben računalnik, samo s tem, da delate samo s kriptom. Ali pa, če si ne morete tega privoščiti, vsaj naredite, takole recimo vam pokažem, jaz imam, a vidite, imam več računov, ne, več računov in z vsakim, in te račune tudi brišem in jih še enkrat naredim potem, zaradi tega, da mi heker ne more uletavati, a ne. Ker ta račun, s katerega zdajle jaz snemam, tukaj gor nič kripta ne delam. Nič, a ne. In imam posebej za večje stvari, za resne stvari imam pa posebej računalnik. Zato, a ne.
In seveda ga izklopite iz interneta in ugasnete in tako delate samo takrat, ko delate. Ena stvar je še zelo pomembna. Kakšno napako sem jaz naredila v MetaMasku, da sem izgubila denar. Zelo velika napaka je bila, za katero takrat nisem vedela. Zdaj pa vem, da je to napaka. Torej, ko se mi je zataknilo, v bistvu, ko sem hotela dati stakati, MetaMask se je čisto zataknil. In se je zataknil za nekaj dni, ker ravno takrat so Etheriemovo omrežje posodabljali. Res so imele smolo, moram reči, da je zelo veliko smolo, ampak je tudi huda šola bila, ki je stala me veliko, zelo veliko denarja me je stala. V glavnem, jaz sem šla vsak dan večkrat gor pogledati in vsak dan sem pač vtipkavala tisto geslo, pač ker če človek klikne MetaMask, pol on zahteva takole geslo in pol sem vtipkavala in potem policist mi je razložil, da to čakajo. Če oni vidijo neko veliko transakcijo, videli so veliko transakcijo in jaz sem samo še morala dati stakati, heks, in so v bistvu čakali, v bistvu snemali, čakali, kaj jaz vtipkavam, čeprav na mojem kompu noben ni bil. Mislim, to je meni zelo čuden. Zato jaz osebno mislim, to je moje osebno mišljenje, da je to naredil MetaMask. MetaMask sam oziroma ljudje povezani z MetaMaskom, rudar ali programer. To je moje osebno mišljenje. Zato se jaz MetaMasku absolutno izogibam. Torej, Atomic Wallet, jaz ne vem, čigav je, mislim, da je nekako podprt, vem, da sodeluje z Binance, ker je ima vse podprt glede Binance, pač zelo. Tukaj lahko si pogledate video, ampak bomo mi šli kar tole inštalirati, pa tukaj dol pogledate, evo, celo Cizi je dal kompliment, pa John McPhee, on je že mrtev itak. Cizija lovijo po vsem svetu, on je šef Binance in polovice kripta, ki ga je pač kupil, ja, v glavnem, tole so recimo kovanci, zdaj meni je všeč Atomic Wallet zaradi tega, ker vi lahko stakate oziroma pač dobite pasivne prihodke, tele kovance, recimo sem z Zilike, kar dosti Zilka mi všeč, dobro jim gre in jo stakam prek Atomic Walleta, ker mi je to najbolj fajn, Tudi recimo Cosmos Atom lahko stakate, temu kovancu se jaz izogibam, to za mene ni, čeprav ga ful priporoča, ampak jaz se mu Cardano res izogibam, ker sem ugotovila, da zadnji niso najboljši ljudje. Solana je v bistvu dober projekt, ampak se mi je že dvakrat mreža sesula, zato je mene razočarala. Lahko kupite, stakate, gre kar gor, zdaj že $31, to je fajn. Jaz sem čisto na začetku jo kupila, tako da sem kar zaslužila in dala sem jo stakati in bom to pustila sigurno kakšnih 10 let na staku, 100%. Ok, še imajo, no ja, dajmo kar tole zloadati dol, Atomic Wallet. Tukaj lahko zbirate v bistvu za Windowse, Maca, Ubuntu, Debian, Fedoro, pač zelo super so naredili za vse to. Zdaj jaz imam na tem kompu Windows, drugače Ubuntu uporabljam najrajši, pač Ubuntu je res fajn. Zadeva odprtokodna in pa ni napadalcev tam toliko veliko. Saj Mac tudi ni slab, Zdaj v bistvu bom dala tole v prenose, shrani. Bomo kar eno čisto novo odprli, ker ne bi rada na mojih atomikih, kjer delam z njimi. Ne bi želila. Annex, vidim, da se, New Wallet, ja.
New wallet, v bistvu password. To si morate zapisati. Če pa pozabite password, boste mogli pa side vnesti noter, ne? Password. Zdaj on bo kreiral, da bo on naredil na 12, a ne. Borška zapisati teh, to je teh 12, to je zdaj moja testna bo, a ne, zato se nič ne bojim. Zdaj teh 12 besed, ki ste jih dobili, to je vaš ključ. To je vaš ključ do blockchaina. S tem ključem lahko date v Atomic Wallet vašo denarnico, lahko date v MetaMask, lahko date na Ledger, lahko date kamorkoli, karkoli podpira teh 12 besed, v bistvu katerakoli aplikacija ali naprava podpira, lahko tole denarnico ne morete izgubiti, če ne izgubite teh besed. Te besede dajte ne jih kopirati, tako kot jih bom jaz zdajle, jaz sem jih kopirala zaradi tega, ker bom dala pač tlele na kompu bom pustila, pa če se kdo hoče ukvarjati s tem, pa ne, a ne, zaradi mene lahko brska po tej denarnici, ker je itak ne bom uporabljala za drugega kot samo za prezentacijo. Copy clipboard, tega ne narediti. Vi ročno prepišite tole na papir oziroma če boste imeli velika sredstva gor, dajte vgravirati, dajte, v bistvu, to bomo naslednji video, ko bom o varnosti govorila, kako lahko zavarujete tele side pred ognjem, pred vodo, pred temi zadevami, kar se da, ne. Okej, zdaj bom jaz notepad, takole, beležnica, zdaj bom te side dala sem in pol jih bom shranila nekam, tako da bom tole denarnico lahko vedno odprla pa vam pokazala, če bom kaj morala pokazati, ne. Pa bom povedala, zakaj je meni Atomic Wallet v redu. Open wallet, tako, zdaj smo, a vidite, zelo preprosta stvar, zelo, zelo preprosta zadeva, bom majčkeno še povečala, da bomo imeli čim večji ekran. Super je za uporabo, za začetnika je fajn, res fajn, a ne, vi kliknete tukaj na Atomic in vidite, da nimam čisto nič noter in vam že sam predlaga, da z Visa kartico lahko ali pa z njihovo Atomic Wallet kartico lahko že v bistvu takoj kupite buy Bitcoin ali pa karkoli drugega, ne, vse Bitcoin lahko kupite in vam on že ponudi za $200, vi lahko tudi USD evre, a ne, pač če so vam evri bolj všeč, pač evre spremeniti, oziroma če imate na vašem računu evre, potem morate itak. Ampak, a vidite, podpira pa veliko, a ne, tako da Atomic je meni res fajn, veliko fiat valut podpira, tokle boste dobili Bitcoina in vi tukajle izberete Visa kartico ali pa Simpex. Simpex je pač, jaz ti ne zaupam prav najbolj, ampak lahko račun, če naredite na Simpex sistemu, jaz sem zadnjič se nekaj zataknila z njimi in sem se z njimi pogovarjala in že imajo zelo dobro podporo, s tem, da moram pohvaliti Atomic Wallet, da kadarkoli sem imela kakršnekoli težave, so oni mi v 10 ali pa 20 minutah odgovorili, pa ni bilo važno, katera ura je bila v dnevu, so mi odgovorili in so mi zadevo rešili. Oni so samo prosili, če jim pošljem transaction ID, se pravi ID od transakcije. Nič drugega ne prosijo. Če bi kdorkoli vas karkoli drugega prosil, pa to niso oni. To ni Atomic Wallet, a ne. Ni njihova podpora. Ja, vi lahko zbirate, vi lahko tudi SEPA nakazilo, a ne, pač date gor in če kliknemo continue, kaj se bo zgodilo?
Ja, takole. Lahko tukaj zbirate, kukije bomo potrdili. Tukaj zdaj lahko zbirate, ali boste z Visa kartico, mislim, da je nekih $10 ali 10 €, nekaj takega je fi, ampak dobite takoj. Takoj vam zamenjajo, oziroma tam 10 do 20 minut traja pri Bitcoinu, zato ker Bitcoin omrežje toliko počasno, a ne. In pa lahko SEPA, a ne, pač preko tega, tukaj pač samo sledite navodilom in pošljete iz svojega bančnega računa gor transakcijo, traja dan, 2 do 3 maksimum, da pride gor in potem lahko kupite Bitcoin. Če hočete kupiti hekse, je z Bitcoinom najcenejši. To je moja ugotovitev bila, a ne. Najcenejša, zato ker je mreža dosti cenejša od Ethereuma, a ne. To jaz zdaj ne bom šla naprej. Potem imate tukaj menjalnico, exchange, recimo damo, ne vem, pač Ethereum, bomo izbrali tukaj Bitcoin rajši. Bitcoin, pa damo 0,0,1 Bitcoina, recimo. Ja, zdaj on ve, da nimam, a ne, pač. Zdaj tukaj AVC tudi dobite nagrade. Če delate preko Atomic Walleta, dobite vedno nagrade v njihovem coinu, to je AVC, njihov kovanec. Ta kovanec gre kar gor, zato ker je Atomic zelo uspešen. In gre kar gor in jaz ga kar šparam, v bistvu, in lahko ga potem zamenjate. In to je spet pasivni prihodek. Tako da meni je zato Atomic fajn in tega v MetaMasku nimate. MetaMask samo jemlje, nič ne da. Jemlje in tudi krade dol denar. Tule na Atomiku meni nikoli še nič ne da. Izginili, nikdar. Te AVC-je pa dobite, oni imajo mesečni obračun enkrat na mesec. Vse transakcije, ki jih imate, jih skupaj v bistvu vzamejo in vam enkrat na mesec dajo to nagrado in se vam kar pojavi noter in super, krasno, deluje, stvar deluje. Evo, poglejte, network fee, a ne. Zdaj, če bi jaz menjala, zdaj tulele moram pa izbrati hekse bi radi kupili, ne. Evo, tako. Poglejte tole. Network fee, 29 centov, fajn. Jaz v bistvu, jaz vedno kupujem takole heks, oziroma zdaj zadnje čase sem ugotovila, da se splača, zadnje čase sem ugotovila, zdaj tole je v bistvu, pol še nekaj Atomic Wallet vzame, tako da maksimum, ko boste plačali preko, toliko, da vas opozorim, maksimum, na koncu plačate tam nekje 10 do 20 dolarjev, oziroma pač evrov, a ne, plačate za komplet to transakcijo, ker nekaj vzame seveda tudi menjalnica. Atomic je menjalnica, denarnica in menjalnica hkrati, a ne. Tako da v bistvu jaz sem ugotovila, da če delate z Ledgerjem, pa da greste preko Uniswapa ali pa one druge, ki sem zdaj pozabila, Mača, evo, no, bravo. Preko Mače je najcenejša, vas pride približno toliko, a ne. Vas tudi pride nekaj takega, ali Atomic Wallet ali pa Ledger pa Mača, ampak je boljše Ledger pa Mača kakor Atomic Wallet, bolje, zato ker imate večji nadzor in ni vaša denarnica skonektana z računalnikom, ko jo izklopite, in z internetom. Tole pa je, ne, v bistvu samo ko računalnik ugasnete, ni dostopa, ko računalnik odprete, pa je dostopa, ne. Zaradi tega ne imeti na tistem računu, ke delate, ali pa službeni računalnik, bog ne daj, tam boste imeli težave, no, sigurno. No, a vidite, tole se da, se pravi, heks se da kupiti, jaz sem do zdaj takole delala in je bilo najcenejše, najboljše. Najcenejše pa najboljše, a ne. Buy Crypto, tulele lahko kupite karkoli, ne, pač to smo že pogledali, potem imate tukaj history, zdaj tukaj boste imeli komplet vse transakcije, ki ste jih pač naredili. In potem transakcije, in meni je pri Atomicu všeč, ker se tukajle gor na ekranu pokaže,
Tukaj gor na ekranu se pokaže v bistvu slikca in točno vidiš, kako potuje transakcija. Prvi korak, drugi korak in ni te straha, ne? Ker vidiš, kaj se dogaja. V MetaMasku ne vidiš tega, sam čakaš kot idiota. Včeraj sem nekaj poslala, sem čakala pol ure kot kreten na Ethereum omrežju. Pa niso rudarji potrdili, pa niso. Meni se je pa mudil, nisem hotela nekaj zamuditi, ampak grozen. Glavnem potem, ko transakcija pride skozi, lahko tudi kliknete, pač se vam pojavi okence, kjer kliknete na Ethereum omrežju ali pa kateremkoli drugem omrežju, vidite svojo transakcijo, ki jo lahko v svojo pogodbo, ki jo potem shranite dol. Če se karkoli zgodi, imate noter od Atomic Walleta ID, kaj je Atomic delal. In tisti ID kliknete in pošljete, ko vas prosi, kle imate support, to bomo pogledali. Gremo pogledati staking, tukaj imate vse kovance, v bistvu, ki jih lahko stakate, to je meni prav super, in tudi uporabljam to. Nastavitve, tukaj v bistvu pač, koliko uporabljate Atomic Wallet, toliko dobite cashbacka, se pravi, to je AVC, pač zdaj, pač če ste začetnik, imate tolikle in potem lahko splezate po lestvici gor in to je kar dost denarja v bistvu lahko zaslužite, odvisno koliko delate z Atomic Walletom. In pa support je odličen, tukaj imate odlično bazo, v bistvu, kjer lahko se poučite o Atomic Walletu, delovanju, varnosti in vseh stvareh. In potem imate email support, je meni super, jaz kliknem in jim pošljem problem, oni mi odgovorijo zelo hitro, v bistvu, in če karkoli potrebujejo, podatek, v bistvu, vedno prosijo samo za transaction ID, nič drugega, zato da oni preverijo, kaj se je zgodilo z vašo transakcijo. Bojo preverili in če ste začetnik, vam bojo tudi svetovali in pomagali, da če ste kaj zafrknili, vam bojo povedali in boste znali potem naprej. Video imate in pa očitno, tega nisem vedela, to je izgleda novo zdaj, da imate tudi v živo podporo. To je super, pač napišete, kliknete zadevo, napišete, kaj vas matra, pošljete in počakate in rešite zadevo. Res moja izkušnja je 10 do 20 minut, pa smo stvari rešili. Vse, do zdaj, Evo, tole, recimo, anonimni ID. To ni vaša, mislim, da to ni denarnica, se lahko pa pogledam. Tole kliknete, kopiraj, tukajle in potem pošljete kle noter v mailu in oni pogledajo, kaj se je dogajalo in vam svetujejo in povejo. To je to. Da vidim, če vidim naslov walleta. Če wallet, recimo Ethereum, če kliknem receive, tle imate v bistvu, se pravi, da sem prehitro šla, wallet, denarnica, in tukaj imate vse kovance, in vidite tudi tisti, ki jih karkoli imate, se bojo kle gor nanizali, tisti, če imate karkoli, zdaj so nule, ker nismo nič kupili, in kliknete na tisti kovanc, recimo Ethereum, če želite, ali pa, Hex, recimo Hex. Govorimo že o Hexu, tukaj imate pač tudi njegov graf, to je super, res mislim, meni je Atomic res fajn. Pogledate lahko, kako je šla njegova cena od začetka, ali eno leto, ali v 24 urah, lahko ga pošljete, lahko ga prejmete in vse transakcije vidite, recimo tukajle vidite transakcije, nimamo transakcij. Če hočete prejeti Hex, kliknete receive in dobite, lahko se poskanira z telefonom ali pa tole copy clipboard pošljete, to je javni naslov od te denarnice. Če bo kdo poslal Hexe na tole, bom jaz v tale wallet dobila Hexe, lahko mi kdo pošlje za nagrado,
In bom zelo vesela in pa lahko vam potem tudi, dejansko pokažem ali pa bitcoin mi lahko tudi, bom pokazala še bitcoina, ne. Kopirate in pač, to je naslov, v bistvu to je naslov tudi Ethereuma, ne. Zdaj, če gremo v wallet, pa Ethereum kliknem, receive, a vidite, je isti, ne, zaradi tega, ker je Hex ERC20 kovanec in je na Ethereum omrežju. In je čisto vseeno, a pošljete na Ethereum naslov ali pa na Hex naslov, je isti naslov in ne morete zafrkniti. Ne morete, a ne. Če pa pogledamo bitcoin, je pa drug naslov, a ne. Je pa drug naslov, a vidite, bitcoin ima 1, 2, to je ta novo omrežje, tale 1, 2, drugače stara omrežja imajo, oni imajo ene 3 ali 4 omrežja, bitcoin. Stari kovanci so na starih omrežjih, to morate kar malo paziti, no, pač kam pošiljate. No, in če kdo hoče, evo, na videu bo, če mi kdo hoče bitcoin poslati, prosim, Ethereum, Hex, lahko, please, bom bom naredila nove videe, pa bom lahko vam pokazala, kako gre v živo, a ne, če se bo kaj v teli moji denarnici pojavilo. A je še kaj takega, ke bi bilo fajn povedati? Mislim, da sem vse, no. Mislim, da sem vse. Ja, lahko pretvorimo v evre tukaj, če vas kje evri, ne, saj imamo v evrih, po mojem. Ne, v dolarjih je. Kje so evri? Evo jih. Tako, no, zdaj boste pa vse videli v evrih, ne, koliko je v evrih. Ampak mene to moti, jaz v evrih ne gledam, mene evro ne zanima, dolar me zanima, ker je edina fiat valuta, ki je, pač, kaj pa vem, ta zadnja bo ostala, če bo ostala. In je edina rezervna valuta na svetu in zato me zanima dejansko samo, USD. To je to. Zgodovino, da vidite transakcije, to je to. Prav. Lepo se imejte, všečkajte, lajkajte, povejte, če vas še kaj zanima, da vam še kaj, ker ne vem, kaj ne veste, kaj vas matra, kakšne težave, tako da bi vam pomagala. Lajkajte, delite moje videe, da bo čim več ljudi to videlo in da ne bodo ljudje izgubljali denar, ampak da ga bodo dobili. Mene to zanima, da pač služimo denar, ker je za vse, za nas na svetu čisto zadosti sredstev in denarja, da normalno vsi živimo kot, ljudje. Lep pozdrav in fajn bote, pa se vidimo pri naslednjem videu.